Tako kot smo obljubili, bomo seveda tudi tokrat ponudili pogovor. In sicer po filmu se nam pridružite oziroma ste se nam pridružila Matej Vranič, omenjeni fotograf in režiser, ki je v preteklih letih s fotografijami prostoživečih živali krasil tako naslovnice National Geographic Slovenija, kot tudi ustvarjal različne dokumentarne filme. Torej Matej Vranič, naš prvi gost, in pa Igor Škamperle, profesor sociolog kulture, ki pa ima seveda tudi izjemno zanimivo poznavanje naše današnje obravnavane tematike, tako kot pisatelj, kot tudi soustvarjalec različnih dokumentarnih filmov, vsekakor odlična sogovornika. Tako da najlepša hvala, da ste se odzvala. Mogoče za začetek tisto, kar domnevam, da nas vse zanima, kako je na vaju vplival film oziroma kakšen vtis je naredil na vaju, kaj je mogoče tisto, kar vas je najbolj vznemirilo, kar je najbolj izstopalo. Igor, lahko. Ja, mene so zelo pritegnili prizori iz narave, živali, čudovit, dobro, vrhunsko posneto, hkrati pa tudi spremljevalna misel, tako da ideje, tako, ker odpirajo več potem možnih asociacij, podoživetij, razmišljanj, tudi v sodobnem času, ki žal zanemarja v veliki meri to sobivanje z naravo. Zanimivo, koliko v bistvu takih globokih misli se utrne ob taki priložnosti, oziroma ko človek misli, da se samo čakata na zver, hkrati pa poteka en kup miselnih procesov v glavi. Ja, tako, mislim, prav ta zadnja, tudi ker sem tudi učitelj, imam opravka tudi z mladim in sodobnim svetom, potrpežljivost, to sem se tako zapomnil, potrpežljivo, ne takoj, ne zdaj. Na ta način se ti bodo odprle oči do sveta. Ali pa kot, še drugo istočnico, kot se tudi srečujem. Eno je gledati, gledamo, vsi, ki lahko imamo oči, zdrave, gledamo. Nekaj drugega je pa videti, da vidiš, lahko buliš, gledaš, pa ne vidiš nič. Znati treba videti. Dali ste super izhodišče za naslednje vprašanje. Najprej še pri Mateju preverimo. Matej, kakšen vtis je na vas naredil seveda film kot profesionalno deformacijo? Domnevam, da ste vseeno spremljali film kot avtor dokumentarcev. Kaj je vas najbolj presenetilo, najbolj navdušilo? Ja, najprej itak kot fotograf, pa rečemo direktor fotografije, pogledaš, kakaj je slika. In tu je bilo dosti kadrov takih abstraktnih, ki jih ponavadi v filmih takega kova ne vidimo toliko. Večinoma so to taki pocukrani, lepi kadri, vse. Tukaj je bilo pa dosti abstrakcije in se vidi, da so film naredili fotografi. V prvi vrsti fotografi, pol pa snemalci, recimo. Ker tudi jaz sam izhajam iz tega in točno vidim, tisto, ko se že od nekdaj ukvarjal samo z videom, ima popolnoma drugačen pogled na recimo kadriranje, na sliko, kakor pa nekdo, ki je bil vrsto let fotograf, pa pol snemalec, ker fotografi imamo nekako to prirojeno, da moramo vedno iz slabih stvari narediti ful dobre stvari. In tu se mogoče sploh te kontra, svetloba, pa take silhuete, to je bilo veliko takih zanimivih kadrov. Poleg tega, da je bilo mogoče, kar se vsem nam zdi mogoče tako zelo samoumevno, zvok. Zvok je zelo težko posneti, sploh tak naravni ambientalni zvok. In oni so delali v pokrajini, ki to res dopušča, zaradi tega, ker mogoče si kdo predstavlja, da je zadnji bila ful ekipa. Ne, verjemite mi, da to so naredili tista dva pa en za kamero. Zaradi tega, ker ne moreš si ti v takem okolju privoščiti ljudi, ko bi zadnji stali, recimo, pa še bil še en režiser, pa da bi gledal, kaj so vse posneli, pa nekdo, ki bi držal mikrofon tam daleč. To je nemogoče, ker ti ljudje ne bi zdržali tega pritiska, kakor so jih oni. In v tem filmu se točno vidi to, kar recimo ali fotografi naravoslovne fotografije, ali pa filmarji divjega življenja živali doživljamo. Se pravi, to je nenehno trpljenje pravzaprav, ampak to ni tisto trpljenje, ki bi ga ti kot muka doživljal, ampak to je tako, trpiš, ker delaš v takih pogojih, ko so res ekstremni. Se pravi mraz. Če ste mogoče dobro pogledali, tam, ko so pregledovali kamere, je pisalo -29 stopinj, -16 stopinj. In ko ti delaš na takem mrazu, lahko imaš ti take rokavice gor. To nič ne pomaga. In tudi zanimivo, če cel film,
občutek ima gledalec, ja, oni so šli za 14 dni nekam, pol so pa na koncu to posneli, pa ne verjamem, da je bilo tako, da so to delali mogoče celo par let in večkrat se vračali in jaz sem to v prvi vrsti najbolj to opazil. Zanimivo je, Igor je izpostavil besedo potrpežljivost, se mi zdi, da Matej ti pa izpostavlja še na drugo besedo in sicer upanje. Kot avtor seveda fotografij in pa dokumentarcev o prostoživečih živalih mislim, da se dobro zavedaš, kaj pomeni imeti upanje, ko maskiran čakaš na neki precej neprijetni lokaciji ure in ure, upajoč, da se bo nekaj pojavilo, za kar ni nobene garancije, da se bo pojavilo. Kako nam lahko ti poveš, kakšno dimenzijo ima v tvojem pogledu upanje? Ja, to upanje, pravi tisti pregovor, upanje umre zadnje, ne, ampak pri nas, mislim, zdaj, če sodim sam po svojemu delu, ne, to greš res s tako ogromno mero enega navdušenja, veselja, vse bo, pa upanja seveda, ampak vrača se pa vedno s porazom, ne, zaradi tega, ker živali, jaz skozi pravim, da to njih samo presenetiš, da jih lahko dobro posnameš. Ampak s časoma se določeni osebki, če jih dlje časa ti spremljaš, se te navadijo. Zato tudi ta leopard, ko je bil noter, vse so tako povedali v filmu, da on jih je zaznal, vedo je, da sta tam blizu, ampak živali nekako čez čas skapirajo, da ti nisi njim nevaren. In zato se tudi v filmu se je to zgodilo in tudi meni se to dogaja, da ko si ti dlje časa z eno osebko, ne z neko vrsto, z eno osebko, ta poštudira, da ta človek pa meni ni nevaren in pol se te spusti blizu. In takrat, ko te on spusti blizu, lahko ti to narediš, kar si zaželel. Seveda pa imaš ti, vedno priješ, kako bi rekel, s takim scenarijem, ne, kao vse bom naredil, pa narediš na koncu lahko samo to. In to je tisto, ko včasih je to neka vojna s tvojimi živci v glavi, recimo, ona dva sta hengala pravzaprav, sta pač bila na skali tam pa to, ampak ti pa sediš v šotoru, ne, ker pri nas v Evropi imamo drugačno pokrajino, ne, recimo jaz se bolj osredotočam na tu naše slovenske zgodbe, ker slovenske zgodbe so lahko dobesedno pred tvojim pragom, ni treba iti v Tibet, zdaj bom pa nekaj fajnega posnel. In si v tistem šotoru in sediš, lahko je še stol tako udoben, ampak ni udoben. Ampak po 8 urah sedenja vse te boli in si ti živčen, ker nič ne pride. In to je tisto, ko, ne vem, jaz ne vem, to se moraš roditi s tem, to se ne moraš naučiti. Ne moraš se nekako navaditi na to, ne? In zato tudi ekipa, s katero ti delaš, mora imeti iste živce kot ti, ker če ne, to bo hitro šlo narazen, ker oni ne bojo zdržali. Tudi če jih ti plačaš, na koncu ti rečejo, sorry, ni toliko vredno. Ne? Matej, mečkino več bo še povedal potem o samem tudi snemanju zvokov. Mislim, da v tvojem zadnjem dokumentarcu je medved dobil človeško podobo in da se dostikrat kaj takega zgodi. Igor, želel sem vas še vprašati, prej ste dali odlično iztočnico, ki jo je izpostavil tudi pisatelj v našem filmu Silven, in sicer je dejal, da lahko opazujemo na dva načina. Lahko gledamo kot esteti, filozofiramo o reliefu, o odtenkih svetlobe, lahko pa se postavimo v kožo živali. Potem vidimo skrivališča, poti, zavetja in luknje in celotno okolje postane neka živahna trdnjava. Lahko rečemo tukaj, da se v bistvu šele v takih primerih, take čudovite narave, ko smo tako odmaknjeni od tega vrveža sveta, da šele tedaj pravzaprav zares vidimo stvari, da ne gledamo, da opazujemo. Ja, to je zelo pomembno. Ja. Treba se je uživeti, ne, kot rečemo, oziroma pustiti te običajne vloge, kot rečemo v Parizu ali pa v mestu igram vloge, ne, medtem ko taka zlasti samotna narava, ne, recimo tudi, če je že velik izlet, je to težje, ne, če pa si sam v dveh ali pa v treh, ki ti vam gre za skupno stvar v gorski steni, sem jaz recimo včasih precej plezal ali pa v gozdu, sploh če si v gozdu sam, mogoče kolega ve, ne, potem tež pa živali, dobro, so bežna srečanja, ampak vidiš drugače, slišiš
male zvoke, kot reče tam na začetku filma. Zdi se nič, ne, gledam samo po krajino, ampak v resnici je pa vse polno majhnih zvokov, ne, če greš od trave, nizke trave, naprej do žuželk, do ptičev in vidiš drugače. Ne. Hkrati pa se mi zdi zlasti, če me je zelo pritegnilo to, večkrat se ponavlja skozi film preža, ne, preža se, ali pa štant, rečejo naši na slovenskem, tudi lovci, ne, in tam ždiš ti sam, ali pa kot kolega v šotoru, ampak recimo štant na drevesih ali pa nekje v gorski steni, in potem pa narava pristopi do tebe. Tudi postanejo, jaz se spomnim, sem še kot fant včasih plezal na drevesa zelo rad in posedel v krošnji. In potem pa veverica na sosednjem drevesu, ampak mora biti pri miru, ne, postane rodovedna žival in pride celo do neke bližine do tebe, da vidi, ne, potem gre pa po svoji naprej. Tako, to se zelo spremeni, kot ste rekli, ne, če greš v skupini, seveda taborniški izlet pa je ena perspektiva. Ko pa greš ti za svoje človeške klepete, pogovore v žep in se odpreš z očmi in z ušesi okolici, se mi zdi, da ta okolica z živimi biti pride bližje do tebe in jo lažje slišiš in vidiš. Sam ste tudi, pardon, Matej, si hotel dodati? Ja, v bistvu je tak, recimo ta film tudi nekaj zanimivega pokaže. Niso samo biologi, ki skozi govorijo, da se nam bliža konec. S takim tempom, ko ga imamo, izčrpavanjem naravnih bogastev, ampak tudi recimo ljudje, ki delamo v naravi, ki smo dosti, ne, tam to opažamo. In to sem jaz videl, ko mi je v filmu tudi prišlo zelo tak naprej, da nisem tudi jaz edini, ko o tem razmišljam, koliko te spremembe, ko jih zaradi našega industrijskega razvoja in rečemo na nek način pohlepa, ker ljudje smo pohlepni, hočemo vedno več, vedno boljš, ne? In to nas, jaz sem že kar prepričan, da nas bo kar kmalu pokopalo, če bomo še tako razmišljali. In to se v filmu vidi, ne? Ker ona dva tam pa doživita tisti spokoj neokrnjene narave, pa še govorita, da lahko zelo hiter človek še tak opustil svet zafura. Res je. Je sicer zanimivo, da imamo Slovenci tudi našega raziskovalca, in sicer Miha Krofl iz Biotehniške fakultete je bil del ekspedicije, ki se je odpravila na 4 različne raziskovalne odprave, in sicer so preverjali ravno stanje snežnih leopardov. Žal je Miha trenutno v tujini, nam je pa poslal poročilo in pravi ravno to, kar Matej izpostavlja, da je posledica globalnega trga kašmirja oziroma posledično večje pridelave oziroma živinoreje, dejstvo, da izginjajo snežni leopardi, trenutno jih je približno še okoli 3000 snežnih leopardov, tako da dejansko se pozna antropocenost našega obdobja in pa dejstvo, da smo tukaj ljudje tisti, ki si poskušamo ukalupiti naravo. Želel sem še to izpostaviti prej pri Igorju, se mi je zdelo zelo zanimivo, kar se tiče tega, kako po eni strani vidimo in gledamo. Sam ste kot avtor seveda knjig, tudi vaš literarni prvenec je pravzaprav avtobiografski, pisali o tem, kakšne izkušnje, kakšne vrednote človek pridobi v takem okolju. Zakaj se vam zdi, da je moč taka spoznanja pravzaprav pridobiti ravno ob takih priložnostih, ko si sam, ko si odmaknjen, ko si v neki čudoviti naravi, ko si majhen? Ja, se spomnite, vse to je dobro vprašanje, ne? Ampak mi je pritegnil en dialog med obema v filmu, tam tudi v prvem delu, ko ta pisatelj, ki ga spremlja, si beleži v beležko, pravi, ampak tako si več ur sam na preži, ne? Več ur pa ti začnejo grde, hude misli hoditi po glavi, in ta drug fotograf reče ne. Ne. Zakaj ne? Zato, ker se spojiš z okoljem, ne? Dokler si znotraj efektov, ne? Recimo, ko živimo v družbi, v mestu, si poln lahko črnogledih misli in tako naprej. Ko pa se umakneš, se pa spojiš, se odpreš okolici, okolju, ki je živo, te nagovarja. Ne? Tako da bi mogoče izpostavil še eno, sem tudi pomislil, me je prešinilo, tudi v povezavi s tem dialogom, ki je bil v filmu,
v naravi. Tu v mestu igramo vloge, seveda moramo, vsak svoje, več vlog, ampak v naravi pa, sploh če so razmere bolj ostre, mraz, dež, vremenske neprilike, samota, nevarnosti, si pa lahko to, kar res si. Ne? In si individualec, nisi pa egoist. Ne? Se pravi, ni več ta egocentrizem, kot ga imamo običajno v družbi, kjer se moramo med ljudmi boriti za svoj stolček in tako naprej. Tam pa si individualec, ja, ampak hkrati si spojen s to govorico okolja, živali, rastlin, vremena. Ne? To je, malo se obrne ta optika in zato seveda se percepcija spremeni, čutiš, vidiš oblake, jih slišiš skoraj, vidiš obraz skale. Ne? Super izhodišče. Kako je, Matej, pri vas je v bistvu kakšna zadrega, ko se čaka celo noč, se pojavijo te mračne misli ali jih ne slišite? Ne. Mislim, tako je povedal Vincent, ne? Nekomu, ko je zraven tebe, se zdi, zdaj začneš bluziti, ampak ne, ni, zaradi tega, ker ti moraš biti v prvi vrsti sproščen, si na nek način napet, zaradi tega, ker tvoji čuti so izostreni, zaradi tega, ker ti si tam zato, da nekaj narediš, da boš nekaj ujel prav čas, da boš prav čas videl. Ampak to je čist drugače, ker nekdo, ki pa zraven tebe tam sedi, pa v bistvu spremlja tvoje dogajanje in njemu lahko hitro postane dolgočasno. Ne? In ko gre recimo ekipa na teren, se pravi, ne da greš za en dan nekaj v gozd snemati, ko si ti dlje časa, recimo, da ste trije, ne? Tako so v tem primeru bili trije, se pravi snemalci, pa ona dva, čeprav mislim, da je ženska to, njegova, ne vem, je partnerka njegova, ponovadi to najbolj funkcionira, če imaš v zvezi nekoga, ki se ukvarja z istim poslom kot ti. In tam se takoj vidi, v naravi tam nimaš kaj glumiti, tam si odvisen od sebe in takoj se tvoj karakter pokaže, če je kjer kaj, če se je prej lepega delo, bo hitro to prišlo na plan, da pač ni tako rožnat, kot je govoril na začetku. In tu, ja, se to hitro odkrije. Hvala za opozorilo, da ne gremo na snemanje s teboj. Kakšno vprašanje strani publike? Verjamem, da ste dobili tudi kup zanimivih izhodišč za vprašanja. Seveda vas bomo večkrat vprašali, ampak če je že kakšno, kar izvolite. Ok. Vas bomo še kasneje vprašali. Hotel sem preveriti, v bistvu je kakšen poseben izziv pred leti, mislim, da si izpostavil vodomca. Je zdaj kakšen tak poseben izziv bil, kakšna žival, ki si jo res dolgo na različne načine s kakšnim posebnim trikom poskušal pritegniti pred objektiv? Ja, v bistvu je tako, kadar ti delaš nek film, rečemo dokumentarni film, naravoslovni, ga sestavljaš po nekih sklopih, neke zgodbe. In ko želiš neko zgodbo dokončati ali pa jo narediti, ko si zamislil, ne vem, ali se to meni sam dogaja, ali se to mogoče vsem, nič ne gre po planu, nič. Ti si seveda pripravi scenarij, vse, ampak ne vem, živali pač ne sodelujejo. Zdaj, da iščeš eno je, recimo, če gledam stališče fotografa na neko zgodbo, ti rabiš samo eno sliko, eno dobro sliko, slika, ki pove vse, pri videu pa tega ni, jih mora biti cela serija. In ponavadi, zdaj, da sem kaj tako ekstra iskal, pa da ni šlo, ni bilo nikoli zaradi tega, ker tisto, kar smo sproti pripravljali, nič ni šlo in te ti živcirano. In zdaj, ko pripravljam nov film, ki ga bomo lahko čez 2 leta, če bo vse po sreči, spet gledali na tem platnu, recimo je ena zgodba je o sovah, v bistvu v eni vrsti sove. Sove je že nasplošno ful težko snemati ali pa nasploh proučevati, ker so nočne živali. In pol si ti zaželiš en posnetek, ko je, mislim, da gledalcu predstaviš en del njenega življenja, ki se pač dogaja po noč in je tako zelo redko viden, to pa je kar težko narediti.
In zdaj nočem preveč razkrivati, ker kaj pa kaj gre, ampak recimo to je eden od zadnjih problemov, ki se soočam, da že za en kader 2 meseca se pripravljamo, oziroma ne, takole, 6 mesecev. Vsak drug, tretji dan hodim na eno lokacijo nekaj spremljati, plus tega se moraš pa peljati 30 km eno, 30 km drugo stran. In to je tisti čas, ko ga ti sploh ne moreš šteti v snemalni dan, ker ti hodiš pripravljati stvari, ti hodiš opazovati stvari. Ne snemati, mi še nismo prišli do snemalnega dneva. Tako da, to pa je tako vedno tista, ampak ko si na začetku vprašal, kaj te žene, se včasih težko razložiš, kaj te žene. Kjer drug bi rekel, ti si nor, kaj se siliš, petaj na ših nekam proizvodno delati, pa imaš mir, ampak naša služba je kljub vsemu res nekaj izjemnega in jaz pravim, da za to delo moraš biti najbrž samo rojen. Definitivno je, zahteva kup kvalitet, ki jih običajni slehernik nima. Sicer sem hotel vmes vprašati, zakaj sove, če so tako skrite, če jih je tako težko posneti, kaj pa polži, pa mravlje, oziroma vse to, kar bi bilo meni bližje. Ja, seveda bi lahko bilo drugo tudi, ampak recimo, ne vem zakaj, ampak ali je to spet tudi kak Murphy ali kakorkoli, vedno se nekako zgodi, da ko jaz začnem se z enim filmom, rečemo to celovečernem, ukvarjati, pol čez kako leto zvem, da ena druga produkcija na svetu isto dela. Isto je bilo za Divjo Slovenijo. Mogoče niste vedeli, ampak v Vrkatskem ste lahko gledali film na televiziji, ko so Avstrijci snemali. In takrat so oni mogli zaradi tega spremeniti malo koncept filma in tudi naslov filma. Oni so hoteli isto narediti. In isto pri tem filmu so se našle produkcije in pol te najprej bašejo roki, ki se jih ti podpisal s pogodbami, v naravi pa tam ni nobenih rokov. Tam zamudiš en ciklus, ker se mogoče v naravi ni zgodil, lahko čakaš samo še 1 leto. In si bil takle blizu do željenega posnetka. In pol je težko to ljudem, ki ti finančno podpirajo projekt, to razložiti, zakaj mora film še za kako leto počakati. Ker tudi biologi, ko so zraven, pa ti pomagajo, ne morajo ti oni vsega narediti. Ne morajo ti oni ti lahko rečejo, recimo, tu pa tu se to zadržuje, to pa to je fajn, na te stvari je fajn biti pozoren, ampak nihče te pa ne bo pripeljal, tule so vsed, 5-4 pride sem, določena vrsta, imaš opremo, imaš ta boljšo opremo, kaj obstaja na svetu, recimo, daš pa ti to posnel. Ne, ti moraš še vedno biti ful biologa, pa ne vem, kaj še vse drugih poklicev zraven, da ti prideš do enega takega posnetka, kot ti je, ali pa ene zgodbe, pa sploh ne, tam še pa dlje traja. Tako da je to kar težko. Verjamemo, da definitivno in dokler Sove nimajo svojih agentov ali česarkoli, da bi se lahko zmenil za ponavljanje prizorov, je to res herojsko delo. Moraš biti svojevrsten as, mislim, da si nekje v nekem intervjuju prebral zapis. Ja, moraš biti malo nor. To bolj. Tega jaz nisem smel reči. Pozitivnem smislu. Igor, za vas podobno vprašanje, kar se tiče dokumentarcev, tudi sami ste seveda sodelovali pri večjih dokumentarnih filmih. Kako ste mogoče videli po eni strani dodajanje vsebine oziroma samotvorjenje scenarija, po drugi strani pa ravno to, kar imate izpostavlja neke produkcijske omejitve, same zakonitosti filma. Kako se mogoče sami spominjate dokumentarcev? Torej, jaz imam dokumentarne filme zelo rad, sem vesel vseh, ki jih ustvarjajo, mislim, da je tudi slovenski prostor sam po sebi krajinsko, zgodovinsko in družbeno bogat za ustvarjanje zanimivih dokumentarnih filmov. Tako da to zelo pozdravljam, bi rad, da bi bilo še več o naravi, o ljudeh, o zgodovini. Seveda, zdaj, takrat, ko smo delali enkrat en film, sem sodeloval kot scenarist o religiji, to je zahtevno, ali pa snemanje živali, mislim, ali pa so dokumentarni film je bolj zahteven, bi rekel, kot laičen človek, zdaj kot neprofesionalen, kot se nam zdi na prvo roko, ker je treba imeti vseh zraven, dobiti priložnost, da ujameš žival ali pa
dogodek, ne. Potem pa hkrati je potrebno fotografija, kamera, montaža, ki je tudi zelo veliko magično delo, hkrati pa še komentar, ne. Mora biti pa tudi misel, beseda, ki je zelo pomembna, ne. Se ste videli tudi kratki stavki, kot tudi v tem filmu, ampak je vsak literarno, skoraj da filozofsko bogat, ne. Tako da to povezati, potem pa nastane odličen dokumentarec, ki smo ga lahko vsi veseli, ne. In tudi veliko da ljudem, ne. Veliko da. Ja, zanimivo, ker dejansko, ko sem prvič se pripravljal na ogled filma, sem si mislil, to bo film o snežnem leopardu. Šele na to sem dojel, da je to film o preživetju ne leoparda, ampak nas samih, o našem mestu v svetu. Ne. Tako, ker je estetika, ne, lepota, tehnično-estetske dimenzijo, koliko gre za vizualno in za kadre, hkrati so pa sporočila, ne, ker poleg slike je tudi beseda vedno zelo pomembna, ne. Saj veste, ko smo oboje, ne, so. Je že kakšno vprašanje med publiko? Ja. Izvolite. Meni se je pa porodilo vprašanje ob gledanju filma, če ni morda tudi prisoten strah, oziroma zakaj ni prisoten, ne, glede na to, da snemajo take divje živali in recimo, ko jih žival se še ne navadi, ne, kot se jih potem pravi, jo. So recimo bili v tisti votlini in zunaj se je neko neurje pripravljalo, bi lahko kakšna divja žival not zašla in ne vem, kako bi se branili. Ali pa recimo, ko so tistega jaka snemali, bi se lahko tisti jak tudi odločil njih napadel, ne? To me zanima, a je to prisotno ali kako se branijo s tem. Super, najlepša hvala za vprašanje. Ja, tega straha ne smeš imeti, to je v prvi vrsti, ker če ne nič ne boš naredil, sploh taj ne bo šel, recimo, na lokacijo. Načeloma je pa tako, da še vedno imajo pa te tudi velike zveri velik strah pred človekom. In to zaradi tega, ker jih je stoletja preganjal in se nam v velikem loku izogibajo. Seveda, nikoli ni prijetna situacija, če si prideš tako zelo na blizu s kakmu medvedo sred gozda. Ampak jaz še nisem imel te izkušnje. Ne da bi si želel, ampak vedno je boljš med distanco in poskrbeti najprej za svojo varnost. Ampak načeloma je bolj problem nam priti blizu k njim, kot je obratno. Čeprav bi one takoj lahko, Sem pa imel podoben pomislek ravno pri tem prizoru, pa se mi je zdelo, da ok, se sta ona dva, ki jo vidim, pa potem sta še ta dva režiser in oziroma avtor, kar pomeni, da vsaj 3 ljudje so, sigurno še nekdo skrbi za varnost. A sem bil laično zaveden? Pa ne verjamem, zato tega, ker če bi bil recimo leopard, ti snežni leopardi so itak ful redki, plus tega so pa zelo izmuzljivi. In oni so plenilci iz zasede, ne grejo napadati tako, kot si mi predstavljamo. V bistvu imamo mi o določenih stvareh take neke pomisleke, mogoče še iz otroštva, ko so nam ta strah privzgojili. Boj se teme, boj se tega. Temi, če bi jaz hotel, mislim, če bi se jaz teh strahov bal, ne bi bil danes tukaj, kjer sem. Je pa zanimiv recimo ta prizor z medvedi, ko po eni strani se Silvan takoj ustraši, on bi takoj bežal, ne? Vincent pa ustraja skoraj do konca. Imaš občutek, da točno ve, do katerega trenutka bo lahko počakal, da bo še zbežal. Ja, v bistvu se, če bi naletel, recimo, da bi bilo v mojem primeru isto, kao už bežal, dajmo izkoristiti priliko, dajmo poslikati. In pol, če že res, ker tisti medvedi tam so bili bolj firpčni, kakor pa lačni. In da so mal dramo naredili, so tudi pustili, da kamera teče, in pol gledalci, zdaj jih bo pa zgrabil. Daleč od tega. So imeli še nekaj fore, to se pravi. Ja, ker če bi to zelo prikazali tudi, če bi hoteli, bi lahko prikazali, da so pa že bili res v nevarnosti, pa da naredijo malo te drame, ker čez cel film ni bilo nekih takih dramatičnih, vse je bilo tako lepo, tako nekako. Igor, mogoče še za vas vprašanje? Ja, se gospa je dobro vprašala, sam tudi ta isti, mogoče, ki je bil tako objektivno najbolj nevaren z medvedko in mladima medvedoma, pa mogoče še s tistim jakom,
ampak sem jaz bral te prizore, mogoče malo manj tehnično, filmsko kot kolega, seveda, ampak jaz sem pa dobil to sporočilo, ne, in to je tudi moje osebno z naravi. Treba je se dobiti neko empatijo, ne, se pravi vse žival ni neumna, tudi ni hudobna sama po sebi, razen če se čuti ogroženo, takrat napade, ne. Se pravi, skušaj, ne, tiho bodi, ne se premikati, jaka, počakaj, ne ga dražiti, ne. Drži se, bodi kot kamen, ne. Vstopi v to govorico, čeprav imamo drugačne jezike. In žival dopušča to, ne. Razen, če jo začneš dražiti, če imaš tega psa, ki se bo zagnal v mladiče, ne. Se pravi, in to je sporočilo, ujeti in uskladiti se, ne. Se pravi, harmonija je tudi omenjena, ampak tako, dobiti sozvočje, ne, tudi z nevarnimi divjimi živalmi. Tako sem jaz tudi vstopil v gorske stene. Seveda te je strah, objektivno, ampak sem vedno skušal ujeti govorico in se uskladiti z njo, živali, divjih. Tako da po domače povedano, gospa, jaz se bolj bojim klopov, naprimer, ko grem v gost, ne, kot pa medveda, ker računam tam, ne, se bom pametno obnašal in bo šlo v redu skozi. Tudi medveda na koži ponavadi vidiš. Ja, saj tukaj dejansko gre za tisto spoštovanje. Ne. Do neke mere še tudi ti pustiš, ok, rečemo, če je 50 metrov stran, to je še vedno varno, ali pa tudi, če že pride na 30 metrov. Ampak dokler imaš ti ta spoštljiv odnos, imajo tudi živali, ker hiter se kontra takoj zazna, Ana, in takrat, ko ti bežiš, ona takoj ve, da je v prednosti. In zdaj, če je to, recimo, kakva bolj mogočna žival, te bo tekle dobila. Od otroštva poslušam to, ja, ne se bat psov, ker se pač zaznajo tvoj strah, ne. Sam kako se tega naučiti, to mi pa... Ja. Najlepša hvala za odlično vprašanje. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Veliko ste že odgovorili na vprašanja, ki so se tudi meni zastavljala. Pa bom najprej začela na drugem koncu, pri besedah, čeprav dokumentarni filmi pretežno govorijo z liko, in ta film je tudi tako zasnovan. In vse te rahlo filozofske observacije, ki nam jih podaja Sylvain, pisatelj, se krasno usedejo, ker so tako redke in kratke in tehtne, zlasti ta končna spoznanja ob koncu, ne. Jaz sem si recimo zapomnila, da ne opazujemo samo mi, ki smo se zdaj skozi film naučili tako natančno opazovati skale, da celo zdaj zagledamo žival, ki jo na prvi hip nismo videli, ampak se moramo zavedati, da smo ves čas mi opazovani. Ljudje smo opazovani, kar pozneje v glasbi tudi Nick Cave nekako poudari, to so fenomenalne misli. Pa tudi ta, ko ste na začetku omenil dr. Škamperle, la passion c'est une élégance sublime, se pravi, potrpljenje je nadnaravna eleganca. Vsega tega smo se zdaj naučili skozi ta prelep, res fenomenalen film. Meni se pa ob tej vaši debati poraja eno drugo vprašanje, tudi zdaj v tej zgodbi o medvedih, koliko je vendarle ob vsem spoštljivem odnosu do predmeta snemanja in tako možno manipulirati z nami gledalci. Konkretno ta prizor z medvedvi. Še bolj pa sem razmišljala že večkrat doma, ko sem gledala te prečudovite barvne BBC dokumentarce trenutno, mislim, da je o parjenju eden, nekaj podobnega, ki so tako zelo fotošopirane barve, povečani, ne znam tehnično se izražati, ampak imam ves čas, se je krasna pripoved, natanko se ve narativ, kaj nam avtor filma želi sporočiti, ampak koliko je vse to čisto res. Koliko je dejansko res, da se mati medvedka z dvema
pač mladičema, pusti toliko časa, pa približati, pa se pol okrog obrne, ne vem, a te dva sta se morala res spremeniti v skalo in se tudi sekunde ne premikati, ker ne vem, povejte mi, koliko je pri takih filmih možna manipulacija? Super, hvala za vprašanje. Malo dolgo je bilo, ja. Odlično. Zdaj smo v bistvu manipulirati preveč dejansko ne moreš. Zaradi tega, ker gledalci to poštudirajo, mogoče ne v prvem gledanju, ampak recimo, če je film en čas, ne vem, dostopen na spletu, pa si ga lahko ti večkrat pogledaš, pol pa vidiš, da je to. In tudi jaz, kadar kaj montiraš, ne moreš glumiti, da se nekaj ni zgodilo, tisto pa naredil, da se je. Lahko mogoče, mislim, to se, tega se tudi jaz zdaj poslužujem, da recimo, če se zgodi kak dramatičen zaplet, se pravi, da ena žival neko lovi, pol pa jo ulovi. Ne? V naravi je to, da ti to posnameš, da to zgleda, kot da je 100 snemalcev snemalo. To je ful težko narediti, oziroma nemogoče. In takrat se določenih trikov poslužiš v bistvu v tem kontekstu, da dejansko se te dve živali realno sploh nista srečale. Ampak je ena tak tekla kot druga, da je pol kader fajn paso, zdaj bo pa dobro. Ti si posnel, recimo, si imel, ker to je res samo sreča. Imel si blazen trenutek blazne sreče, da si uspel ujeti, da je neka žival v tistem hipu neko ujela. Ampak ti en kader tak zanimiv, ki bi trajal recimo, ne vem, 10 sekund, ne moreš imeti sam, ker to ne bo funkcioniralo. Mora biti še malo drame pred tem, se pravi, da kako ona zasleduje, zalezuje in pol na koncu skoči na njej. In to je recimo neka sorte manipulacija, ki po mojem prepričanju je dovoljena. Zaradi tega, ker ti pokažeš tisto, kar ona je tam, recimo, da se je nekaj pasla, pol pa neka zver pa opazuje, pa počasi gre naprej proti njej, ampak mogoče ni bilo glih, da je tisto žival lovila, da je mogoče kaj drugo, ampak se en je lovila, ker te gibe, to ne, če bi izgledalo, da sam žival gre skozi gozd, gre čisto drugače, recimo, če govorimo o plenilcu, kakor pa, da res nekaj zalezuje. Tako da, jaz mislim, da pri teh filmih ni veliko manipulacije, čeprav se mogoče gledalcu zdi, da bi lahko bilo. Nekateri pa mogoče čisto poslužujejo. Recimo, meni so BBC-jevi filmi dosti bolj realistični, kakor filmi National Geographica. Zaradi tega, ker oni še vseeno, kljub temu, da morajo malo drame narediti, ker vsak film mora imeti malo mirne, pa malo bolj divje sekvence. Še vedno oni to zelo elegantno naredijo. In mene osebno je pa malo to zmotilo, ko gledam na Nat Geo, sam se živali grizejo, trgajo, vedno samo eno lovi in to mi je bilo tako... Zanimivo vprašanje, pravzaprav z tega stališča, vsaj meni se je zdelo, da pri tovrstnem žanru je precej lažje manipulirati v montaži, medtem ko na samem snemanju je pa ta opcija manipuliranja precej manjša. Medtem ko v montaži si pa dejansko privošči zaradi same filmskega jezika, zaradi filmske zgodbe marsikakšna stvar. Ja, malo more biti, ker če ne pol film, ni tak, saj meni tak se zdi, mogoče bi bilo to bolj vprašanje za njih, ampak jaz pri svojih filmih včasih posnameš samo en dober zaključek, pol pa moraš malo zdramatizirati vmes. In v večini primerov tista žival, ki je ono lovila, ni rečeno, da sta se glih tiste dve vrsti videle. Ampak je neko drugo, pa pol ti malo vzameš kadro tega, ker drugače jaz ne vidim, kako bi to lahko, recimo, si pa samo en snemalec, ker ti ne moreš stopiti iz šotora ali pa ga dvignati, zdaj pa jaz leto pa mene ne bojo opazili. To ne gre, Si pa lahko poslužuješ različnih objektov. Domnevam, da marsikakšen izmed posnetkov fotografij ne bi bil možen oziroma ga ne bi bilo moč narediti, če ne bi bilo umetnih debel,
recimo pri tem filmu smo videli, kako sta pravzaprav našla tam čudovit pogled na kotanjo in naštimala pravzaprav kader. Ja, v bistvu, včasih, ko gremo v gost, vidimo mi, ko smo malo, rečemo temu, obsedeni z to estetiko, preveč grmovja, preveč vseh motečih elementov. In če ti veš, da se bo neke stvari, recimo, da neka žival prihaja, ima neke utečene poti, ti moraš malo pošipati tisto grmovje beka, ali pa kaj, da lepš prije, da sama žival izstopa. To mislim, da se vsi poslužujejo tega. Tako da si vedno nekako malo sceno pripraviš, ampak še vedno v okviru, če rečemo to, že neka malo prilagojena okolica, vedno iščeš tisto spontanost trenutkov v tem prostoru. Ni to zdaj, da bi vse naštimo, ker to se vidi, ker včasih, kateri kadri, recimo jaz kot snemalec, rečemo, točno vem, kako je bil določen kader posnet, ker ga vidim po posnetku. In včasih vidimo, da imamo občutek, da je žival čist blizu kamere, tam 100% ni bil človek zraven. To so nastavili, pa so pustili, pa so čakali, pa so daljinsko, ker to se danes vse da narediti. Igor, še eno zanimivo iztočnico je dala gospa z vprašanjem, se mi je zdelo, ko je omenila photoshopiranje oziroma Photoshop, vse te močne barve, tudi to dramatičnost, tako kot Matej prav, ta kader, v katerem vedno nekdo nekoga je. Imam pravzaprav občutek, da gre tukaj za čist drugačne dokumentarce, kot je bil ta, ki smo ga ravnokar videli. Da pri tistem pravzaprav je celotna drama, akcija precej jasna, gledalcu niti ne rabi kaj preveč spodbujati možganskih procesov, medtem ko tukaj je pa ravno obratno. Ni akcije, ni nobenega krvoločnega momenta, ampak je pa en kup enega premisleka. Ja, seveda, prav to se mi zdijo kvalitete tega filma, ker je na nek način asketsko prikazan. Efektov ni konstruiranih efektov, so podobe narave, so oblaki, je sneg, je veter, je to, kar se res dogaja v naravi, ampak ni pa teh tehničnih ali pa kabinetnih, efektov in to pritegne. To se mi zdi, da je tudi sporočilo tega filma, kako je lahko, to je skoraj neke vrste rdeča nit tega filma, kako da se ti svet odpre, da ga boš res začutila in začutil in se oglasil z mnogimi govoricami tega sveta, od kamnov do živali. Najprej vse odvečno proč. Vse odvečno proč. Mi smo danes zbombardirani z odvečnim, od telefončkov do reklam, do oglaševanja. Vsakdo nekaj hoče. Kupi to, kupi uno, tam pa pust, tam ne vem kaj. Vse to odvečno proč, tako se začne, cel film se o tem vidi. In takrat se šele odpre. Pa se zdi, vse večkrat se oba srečata na tem, da ni dolg čas na preži. Ne, ni dolg. Treba je spremeniti. In to se mi zdi, da je tudi neke vrste tako globlje sporočilo filma skozi čudovite prizore, podobe, kako sociološko, če pogledamo. To se mi zdi, da je en izziv človeštva danes na tej zemlji, na tem planetu, kako ga celo zemljo razumeti kot skupno domovino, edino zemljo, ki jo imamo, ni več drugih zemelj, kamor bi šli izkoriščati v naše dobro, ampak to je ta svet, ki ga imamo, se pravi, naučiti se ga razumeti neko skupno usodo in seveda, kako priti zdaj do teh velikih preobratov in sprememb, da ne zatonemo v propad. Ta film sporoča na nek način, tako v oklepaju, razmisliti, kaj pomeni napredek, kaj pomeni rast, razvoj, ali je to samo finančno-tehnično kopičenje ali spremeniti naš zorni kot pogleda. Super. Še kakšno vprašanje? Aha. Takole še mikrofon vam damo. In tam se je videl z droni, potem je to fantastično, orla, ima tekme v lovljenju, ena deklica je tudi
začela, ampak vmes se pa vidi, koliko je tu tudi finančne podpore, ne? Ker ekipa eno leto snima, potem se vreme, letni čas spremeni, ne? In so iskali ne vem koliko časa, da so dobili nekoga, ne, ki je financiral, da so lahko nadaljevali in končali. Tako da so to tudi neki taki dragi projekti lahko, no? Definitivno, zelo. V bistvu, recimo, v takem primeru jaz mislim, da govorimo o večletnem snemanju in tudi o zelo konkretnem proračunu. Ja, mogoče si kdo predstavlja, da ti filmarji to iz svojega denarja dajo film ven, ne, se pravi, ampak ni dejansko, ker so to taki enormni stroški, da si niti, ne vem, razen če bi bil sin nekega bogataša, bi si mogoče lahko sam privoščil, ampak vedno moraš iskati ali sponzorje, koproducente, da ti v bistvu sploh idejo na nek način dovolijo realizirati. In pol se to ponavadi vedno zakomplicira, ker ti moraš reči, kdaj boš film dokončal in ti ga ne dokončaš v tistem roku, recimo, ker se ti določeni procesi, ki jih kot režiser želiš vključiti, ne zgodijo. In pol se to zavlečuje. In pol zdaj rečejo, kako si neresen. Ker ti ljudje, ko dajo denar za film, ponavadi nimajo najboljšega občutka, kaj pomeni. Eno je igrani film. Ko to se z ljudmi zmeni, so snemalni dnevi, takrat si pridejo gor in mora se nekaj narediti. Tu pa se nimaš s kjermo zmeniti. Kako se naj z njimi zmenim, če nočijo sodelovati. Leopard ima, da si tukaj v sredo ob 2. Ja. Super. Mislim, da bomo tukaj še eno zadnje vprašanje. Izvolite. Ja, jaz bi rekel bolj en komentar, ne, ker tako lepo peljete ta pogovor in vse te teme, ki jih odpirate. Že gospod Vranič je začel na začetku, ne, kako to propad, ne, ki se dogaja pred našimi očmi in tako naprej. Ne. Meni dejansko ta film z vsem sporočilom, ne, mi daje eno tako čuden občutek, ne, kako ljudje, ki brez vse te tehnologije, ki jim je dana, ne, tem, da posnamejo vse to, relativno, naprimer, skromno, ne, to majhna ekipa, ampak z vrhunskimi napravami, ne, snema naš odhod, ne. To se pravi tisto izgubljeno podobo raja, ne. In je tako zanimiv občutek, ne, da nam je dano, da v tem uživamo, to estetiko ponotranimo, ne, in potem dejansko v teh debatah doživimo to bližino, ne, in te govorice, ki so tako različne, pa včasih mimo, ne, ampak tako lepo reče tam Silven, ne, kot je gospod Škamperle prej rekel, da te govorice, ki jih ne prepoznavamo, narave, stvari, živali in tako ljudi na koncu, v bistvu ena sama govorica je ljubezen. Ne. In se mi zdi, da ta film je čudovit dokaz tega, kako ljudje vendar lahko med sabo, pa tudi do narave pokažemo to ljubezen. Super, najlepša hvala za komentar. Mislim, da smo zelo dobro zaključili in zaobjeli pravzaprav celotno sporočilo našega današnjega filma. Tako da jaz bi se tukaj zahvalil, bi še kaj dodala? Mislim, da se lahko zahvalim obema sogovornikoma. Torej, še enkrat najlepša hvala Igor Škamperle in pa Matej Vranič, lepo prosim za en aplavz obema. Mislim, da je Silven zaključil z opazuj okoli sebe, ne pričakuj ničesar, bodi v skladu z naravo in skrbi, da tako ostane. Mislim, da je to lepo sporočilo, s katerim gremo lahko naprej v dan in naj vas še povabim 15. februarja na naše naslednje filmsko srečanje ob kavi. Tedaj si bomo ogledali film 3 minute podaljšano, naša gostja pa bo nizozemska režiserka Bianca Stigter. Tako da vas že sedaj vabim, da ste znova v naši družbi 15. februarja. Hvala pa, prijeten dan še naprej.